Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Tokrat se bomo sprehodili skozi kar pestro življenje našega sogovornika, Pera Brkoviča. Pero, živjo. Lep pozdrav. Midva se pa že kar nekaj časa poznava, se zasebno tikava, tako da predlagam, da tako ostane tudi v najini tokratni oddaji. Vsekakor se strinjam. Kar nekaj sva jih že posnela oddaj, pa vendarle, mogoče nekateri ne vedo, sicer si Zagorjan že dolga leta, ampak najprej nisi bil Zagorjan. V Zagorje si prišel star 3-4 leta iz Bosne. Kakšna je bila tvoja družina? To smo tako, ja. Moji starši so bili rojeni v Bosni, sicer v Doboju in tam, kjer sem se tudi rodil. Svoje, ne bom rekel otroštvo, ker otroštvo sem preživel tukaj, ampak svoje prva 3 leta življenja sem preživel v Doboju. Bežno imam spomin na bolnico, ker kot majhen sem bil kar nekaj bolehen in imam bežno spomin na bolnico Doboj, da sem tam bil in nekaj malega imam spomin gor na vas, ki je stara mama bila, ena in druga, kaj drugih spominov pa na to moje 3-letno otroštvo v Bosni ni. Kakšna pa je bila to družina? Koliko vas je bilo v družini? V naši družini, kot se ve, oče, mati in 3 bratje smo bili. Jaz sem bil najstarejši, drugi brat je pokojni, sicer je bil Leon, in 3. brat je še zdaj živ, je pa v bloku dol, v Metuljčku, kot pravimo mi, je bil pa najmlajši. Je bil pa že rojen v Sloveniji? Ja, in tako da on je tudi tukaj živi, bil je 2-krat ožen, je tudi muzikant. Bom rekel, moji bratje so bili muzikantje, zelo posluh imeli, jaz pa ne vem, kje sicer pravijo hiša zraven ceste, in verjetno to nekaj vplivalo na to, ne. Kaj pa je bil sploh razlog, da je oče z družino prišel v Slovenijo? No, to bo bolj tako, ne, tista leta vsi vemo, da so iz Bosne, iz Srbije, iz Hrvaške vsi, kot smo navajeni reči, trbuhom za kruhom hodili po svetu, no. Dejansko moj oče je pa tako rekoč predelal celo Jugoslavijo po rudnikih in tudi, bom rekel, oče je bil med vodilnimi v Stanarju Rudnik. In tistih let, bom rekel, 59, 60, 61 leta, vsi vemo, da v bivši komunistični državi, čeprav meni ta čas pasu odgovarjal, bom rekel, ta režim, ampak je bilo, če si bil komunista, nisi mogel iti v cerkev, če si bil cerkvenjak, nisi mogel biti v partiji. Vi pa ste katoliška družina bili, ne? Mi smo katoliška družina, sicer bosanski Hrvatje, katoličani, ne, in kot sem prej omenil, je oče bil komunista in je neko nedeljo prišel do depeša iz Beograda, da morajo pred cerkev in iz cerkve znance, svojce, starše, ženo odtujiti, da ne grejo v cerkev. Ker pa moj oče tega ni hotel narediti, ni hotel tega delati, je takoj bil odpuščen in tudi avtomatsko je izgubil vse, bom rekel, vso šolo, ki jo je takrat imel. Takrat je bila taka oblast, da si lahko čez noč postal nekdo, čez noč tudi postal nihče. In tako je oče ostal brez vseh šol, brez vsega in je prišel in je takoj bom rekel, ne vem točno, ampak vem, da v roku zelo kratkega časa je se odselil iz Stanara v Doboj. V Zagorje. Iz Doboja v Zagorje? Iz Doboja v Zagorje in tako se je zaposlil v rudniku Zagorje in takrat je pridobival z delom, z prednostjo, tudi se spomnim, še kot otrok je hodil na neke tečaje, takrat, ko so bili ti rudniški, tako da že na koncu že kot dosti let je bil kot prvopisani, pa kot brigadir, so takrat rekli, ne, če se spomnim prav. In vem, da tiste čase je imel skoraj več plače, kot je pa imel direktor rudnika. Ker je vse šihte, vse ure, kar je bilo možno, pobral. Nočne izmene, nedelje, sobote, praznike, tako da so se nekateri že tudi
pritoževali, kako ima več plače kot pa direktor. Ne. Je on ne prišel sam v Slovenijo, v Zagorje, pa potem potegnil s sabo tudi družino, ali ste šli kar vsi skupaj? Ne, on je to prvo odšel, jaz pa mama in mlajši brat smo še nekaj časa ostali, to so bili stanarji, to je doboja cirka 40 kilometrov. Smo še ostali tam v tem stanovanju, on je pa odšel v Zagorje, se zaposlil. Takrat res ni bilo problema za zaposlitev in tudi za stanovanje. No, ko smo prišli sem vse skupaj, družina smo nekaj časa stanovali na Kopališki 8, to je tam, ki je zdaj Spar, pa ta trgovina, ta prodajni center. Tam so bile take dolge hišice, no, in tam rudarsko naselje. Rudarsko naselje, in tam smo mi kar 3-4 leta, 4 leta približno smo bili tam. No, 65. leta se je pa zgradil blok pri zdajšnji tržnici, ne, takrat pač ni bilo tržnice, ni bilo ne trgovine džamije, kot ji rečemo, ne, in takrat so se zgradili ti bloki, spredi je bila še, se spomnim, Mlaka, Luza, tam smo se igrali, kopali, pa tako zafrkavali in leta 65. smo se pa odselili v ta Metelček. In tako se je pol začel pač tudi. Ti si mi enkrat dejal, da si bil kar precej navihan otrok. Ja, to sem še zdaj dosti navihan, sam žena me je kar dosti pomirila, tako da so ti rogički dosti odpadli, ampak kot otrok sem bil zelo navihan, živ, bom rekel, razbacan, ampak ne razbacan takrat še po kilah, ampak tako razbacan, vse posod mi je bilo dosti, vse sem hotel videti, sicer mene še danes smrtski zanima, sam ne smem. Si se kaj ukvarjal s športom? Vem, da si bil v določeno obdobje svojega življenja tudi boksar. Ja, to je kar en lep del mojega življenja, zanimiv del mojega življenja, ker bom tako rekel, ko sva prej govorila o veri, bili smo verna družina, pobožna družina in mati me je vedno učila, da ne smem se tepsti. Če gledamo Sveto pismo, v Svetem pismu piše, če te kdo udari po obrazu, nastavi še druga stran. Ne? In pri moji mami je to nekako tako bilo. Ne? Tako da so me sošolci ali tam znanci, prijatelji, vsi kar lep cajt klaftali, pa lasali in tako naprej, jaz pa nisem nikoli upal, ker če sem kaj naredil, sem jih dobil še doma od mame. Ne? In nekega davnega leta, kako bom rekel, tam pri 8. 9. letu sem pa imel tega dosti. Ker kot sem prej rekel, da sem bil navihan, da sem bil sam, da sem bil dosti svoj glav, sem imel tega dosti in sem odšel peš v Hrastnik. No, moram reči, da ni to bilo prvič, ker na te treninge sem jaz kar veliko peš hodil, ker mama pa ata nista vedela, da jaz treniram. Boks. Tudi če bi vedela, bi verjetno dobil batine, pa tudi ne bi smel več hoditi. Ne. Tako da vsi ti moji treningi so bili zelo pestro, že kondicijsko podkovani, preden sem v Hrastnik prišel na trening, sem že kar lepe kilometre naredil. Ne. In tako sem začel trenirati, tako sem pridobival na samozavesti in na tej svoji iniciativi. Bom pa pač rekel, tudi če sem treniral, zelo rad sem se sklofil, ampak nikoli pa nisem, da bi prvi začel. Sej, boks je plemenit šport, ne? Jaz bom rekel, za mene osebno je to eden izmed najbolj plemenitih športov, pa najbolj resnično dejanskih. Ne. Če se ne motim, ti si tudi karatista, ne, in tudi veš, da nekaj časa nazaj karate niso glih tako udarili kot sedaj. Sedaj vem, da se že to bolj udarja, da je že malo bolj resen karate, kot je bil prej. Ne. Ampak zdaj se mi zdi, kar je to pri nas v Zagorju in v Sloveniji, nasploh vidim, da je bolj, ne? Ker meni se je veliko krat zdelo, ne? Ker pri boksu nisi mogel nakazati udarca, si ga mogel kar klofniti, ali pa te je mogel klofniti, da si vedel, za kaj se gre. Ne? In zakaj se je končalo? Je bil kakšen premočen udarec kdaj? Ne, končalo se je pa pač leta 82, 82, ko sem se oženil. Velikokrat, vemo, pri boksu prirežemo ali krvav, ali takšne, ali splavav šminko okrog oči, okrog nosa. In v tem času se mi je že tudi starejši sin rodil in je žena pač rekla, glej, zdaj pa bilo fajn, da to nehaš.
da tudi jaz da ne morem takega gledati, pa da tudi otroci ne gledajo, da ne mislijo, da si kafansko dijete, da se pretepaš po gostilnah pa tako naprej, ne. In to je bil sicer razlog, da sem začel jaz trenirati v klubu, v društvu, sicer pa vrečo pa vse te zadeve imam še zdaj doma, tako da še zdaj včasih, če sem kje na sebe jezen, na druge, tako ne znam biti zdaj več, ko sem v penziji, ne. Ampak če sem kje na sebe jezen, še zdaj grem pa se malo zuftam na vreči, ne. In greš nad vrečo. Tako, takrat pa odrekam tam. Prišel si iz Bosne, tvoja družina je prišla iz Bosne. Verjamem, da ti je kdaj kdo v osnovnošolskih letih, pa tudi potem v mladostniških letih dejal, no, saj to je pa Bosanc, ne. Kako si ti to sprejemal? Ker jaz verjamem, da si se ti počutil bolj kot Bosanec, Slovenec, Zagorjan. Ja, prav imaš. Glej, kot otrok, verjetno vsem otrokom je to rak rana. Sploh mi smo bili tukaj v Zagorju eni izmed prvih Bosancev, ne. Tudi v šoli Ivana Skvarča, mislim, da sem bil takrat edini južnjak, edini Bosanec. In se je tudi tu poznalo dosti, pri nekaterih učiteljicah se je to zelo videlo, no. Zdaj ne bom omenil te učiteljice, ampak se je dalo zelo fajn. In tudi Si čutil drugorazrednost? Čutil tako in drugače, tudi po ocenih. Včasih tudi katero okrog kepe zaradi tega dobil. In sploh pa, če mi je kdo od otrok rekel Bosanec, to je bilo zelo težko. To je bilo kot otroku. To je bila zmerljivka. To je bila žaljivka, to je bilo nekaj groznega, ker verjetno že sam, dobro, kot otrok že sam tudi veš, da nisi paščuki, da nisi domačin, ampak če te še nekdo zmerja, ker to te je zmeril. To ti ni rekel iz prijateljstva ali pa iz ljubezni, recimo neke prijateljske ljubezni, ampak ti je rekel prav zato, da te je zmeril, ne. In to je bila žaljivka. No, kasneje z leti pač se zavedaš, se zaveš, kaj je, in ko si pa že enkrat v teh letih, ko sem jaz, je pa že to normalno, razumljivo, da se zavedaš, da si Bosanec, da čeprav jaz spoštujem državo, v kateri sem, spoštujem Slovenijo, ker sem tudi tukaj že 57 let, se tudi obnašam tako, kot je prav, da se obnašam, in Slovenec sem po duhu, po naravi, po mentaliteti, tudi po mentaliteti zato rečem, ker če pridem tam tudi to še skrit, in jasno pa kri, pa duša. Korenine so pa iz se pa Bosne. ne da izbrisati, to je pa Bosanec. Zato se jaz tudi vedno velikokrat na snemanjih pošalim pač Bosanec, tudi v knjigi moji, če si jo prebral, veš, da Sem jo veliko prebral, piše ja. Bosanec in to, ne. In No, tudi ja, zdaj me tudi ni ne sram, ne strah, če mi kdo reče Bosanec. Kako si pa v mladosti, seveda potem so tudi drugi začeli prihajati iz Bosne, pretežno delati v rudnike, predvsem očetje. Kako si pa izbiral prijatelje? Nisi izbiral po narodnosti? Tako bom rekel, kot sem že prej omenil, pač svoje narodnosti se nisem nikoli sramoval. Kot otrok v redu to, ja, ampak kasneje, ko sem iz vojske prišel, ko je to bilo, nisem se sramoval. Sam je pa res, da se z našimi južnjaki tudi nisem družil. Bom rekel, takoj po vojski sem začel, bil je obdobje, ko sem mislil, da bom ostal v vojski z psi, ker sem tudi v vojski bil dreser psov, in takrat sem imel eno izmed možnosti tudi, da bi ostal v vojski kot dreser psov z činom pač mlajši vodnik, ne. Ampak ker pač Pero kot Pero je naredil neko zdraho v nekem lokalu, se s prijatelji, pač za prijatelje potegnil, in malo smo tam tiste krajane pa tisti hotel preobrnili, ne, in sem neko kazen dobil, je takrat ta glavni oficir pač rekel, ali mi bo čine pobral ali urest. Jaz sem mu rekel, da mi je vseeno, on mi je čine pobral, jaz sem pa takrat odločil, da ne bom v vojski ostal, in sem prišel domov. Tudi ko sem domov prišel, sem dokaj kmalu tudi začel s svojo sedajšnjo soprogo Mileno.
sva se tudi kar hitro oženila, ker bom rekel, kot mladenič, kot pred vojsko in po vojski, ker vojska, veš, ti si tu služil JNA, veš, da pravijo, da človeka zresne, da človeka naredi drugega tipa, drugi mentaliteti. In pred vojsko sem jaz, nisem bil, da bi rekel, da bi bil pijanec, pa kaj, v redu, tam pa tam kako pivo smo že spili, ne, ampak da bi pa se ga napil, pa nisem nikoli, ne. Ampak sem pa bil za družbo in tudi, če je bilo kot kaj treba premakniti, sem bil tam ta prvi, ne. In se mi je to zdelo že kar veliko, ta obsedenost do prijateljev, do družbe, ta ne kot pripadnost, ne, da je to bilo že kar malo za mene moteče. Ker tudi vedno, kadar je bilo treba se predstaviti, sem bil jaz tisti, drugih pa ni bilo, ne. In ko sem prišel iz vojske, sem pa rekel sam pri sebi, zdaj pa, če boš tako nadaljeval, pač ne vem, do kam boš prišel, ko boš naredil, ko bo iz sebe postal, zato da je bila ena izmed odločitev tudi, da se bom oženil. In potem je prišla družina. Tako sem se oženil s Mileno in kmalu zatem je tudi na svet prišel pogledati starejši sin, Leon. Potlej smo še nekaj časa uživali z Leonom, pavzo naredili, no, in po 6 letih smo pa odločili se še za enega, Georg. Tako da imam 2 krasna sinova. To pa ni vse, ne? To pa ni vse, zdaj pa že tudi pomladek, to se pravi že 5 vnukov, zelo krasnih, to se pravi imam 3 vnukine pa 2 vnuka. Tako da tudi mislim, sicer danes v današnjih časih ne smeš nikoli nobene zadeve trditi ali pa biti 100% prepričan, ne, ampak mislim pa, da naš rod, vsaj zdaj še ne bo propadel, ker bilo je pa že kritično. Bil sem samo jaz pa moj brat, brat ima 2 punce, jaz imam pa 2 poba, ne, tako da sem se jaz že kar bal, da sem že kar otrokom rekel, glejte, zdaj pa, če ne bo aktivnosti, bom zopet začel, jaz bom obrt nazaj vzel, ne. In Pa ni bilo treba. Verjetno je to pomagalo, da mi ni bilo treba, ja. Hvala Bogu. Vadiš pa še, ne? Treniram še občasno, ja. Tako da, Pomembno. ja. Je pa tako, ne, da pri tej vaji, če nisi dokaj resen, pa da vsake toliko cajt kaj ne zaliješ, lahko tudi knjigo dobiš, ne. Ja. No, ti si tudi dobil knjigo, ampak leposlovno. Moram pa reči, da jaz te poznam takšnega, kot si zdaj. Poznam te tudi takšnega, kot je bilo najmanj enkrat več. Tvoji vnuki te ne poznajo takšnega. Zdaj zadnjih, ne vem, 8-9 let si zdaj tak. Ja, Bil si pa res, ne vem, 140 149. kilogramov težek Tako, moški. Moški v pravem pomenu moški, bi tem rekel, ne. Jaz se včasih zdaj zafrkavam z mojo soprogo, pa rečem, da moram iti na omaro, da na njo skočim, ne, da saj opazi, ne. Prej sem imel izgovor, če ne drugega, saj povala moram, ne. Zdaj pa bom tih, ne. Ampak res je, zdajle je to 10 let, ker imam 70, 71, 72 sem imel največ, imel sem pa tudi 59 pa pol. Takrat smo se pa že vsi spraševali, če si kaj bolan. Ja, to so tako, takrat je moja žena bila zelo nesrečna, ker so vsi njo spraševali. Noben ni mene vprašal, ne, ampak vsi so njo spraševali, kaj je, ali imam raka, ali imam ne vem kaj vse, ne. No, sicer jaz bi rad še zdajle kako kilo še dol dal, čeprav soproga prav, pa tudi drugi rečejo, da je kar v redu, no. Je bilo težko? Jaz vem, da si se kar pošteno trudil, da si večkrat poskušal shujšati. Ja, Igor, to imaš prav. Bom rekel tako, da tak problem ni shujšati. Saj to je že veliko ljudi, veliko, bom rekel, naših znancev to proba. In hvala. In samo shujšati ni problem. Problem je kasneje te kile obdržati. Ker recimo jaz sem za vsako svojo opcijo o hujšanju, jaz sem naredil tudi do 40-50 kil sem shujšal, pa sem se v 3 mesecih zredil 70 kil ali pa 4. Hitreje nazaj dobil, ko sem shujšal, pa dobil 10 do 20 kil več. To je bil problem obdržati kile, ne.
Dočim zdaj, ne, se pa kile me tako držijo. Ampak kdaj je pa dozrela tista odločitev, da je pa res treba enkrat za vedno, no? Zdaj izgleda, da je to za vedno, shujšati. Ja, Igor, Je bil obisk pri zdravniku. ti me dosti dobro poznaš, da sem dokaj trmast. Ne dokaj, bom rekel, pri meni je trma, pa možgani, psiha so, to je glavno, vse ostalo pa kobaca za menoj, ne. In ko sem že imel to bolezen, bom rekel, sladkorno, holesterol, ščitnico, ko me je vse to skupaj dajalo, da sem večkrat padel v nezavest, da sem večkrat padel v komo, kot rečejo, jaz, vsi moji, žena, starši, brat, so govorili, to je, ono je, ampak jaz sem pa vedno sam sebe lagal. Sam sebe sem lagal, da to ni, ampak da je to pač gripa, da pač pri gripi sem se zakašal, pa sem padel, pa čeprav podzavestno sem vedel, da ni to, da je nekaj drugega, ne, ampak nisem si dal priznati, da je to, ne. Moj zdravnik, doktor Novak, je sicer, bom rekel, da midva sva imela vedno korekten pogovor, on je vedno povedal, kaj, kot pa dobro ve in vsi vemo, da če si sam ne boš pomagal, da ti tudi oni ne morejo, ne, in je pa nazadnje, ko sem padel v komo, no, to je bila to štorija, me dajo v rešilni avto v Zagorju, zadaj, jaz pa na stran, ven pa domov, ne. In čez nekaj časa, po en teden, zopet padem v komo, no, takrat sem pa šel z rešilcem v Trbovlje in je bil doktor Adamle dol, me je 4 ure imel tam na postelji, je rekel, midva sva bila pa tudi soseda v bloku z doktor Adamle, tam v Metuljčku, ne. In je rekel, Pero, nekaj se dogaja, vem, da nisi normalen, ampak ne morem ugotoviti. Sem rekel, ja, vse to, jaz tudi vem, da nisem normalen čist, da mi nekaj fali. Prav ne mislim tako, veš ti, kaj jaz mislim, ne. In takrat, res je, 4 ure sem bil tam na pregledi, z vidi vsi v redu, ampak jaz, tako kot ti je rekel doktor Adamle, nisem bil normalen, nekaj se je dogajalo, ne. In kasneje zopet doktor Novaku, doktor Novak mi pošlje v Ljubljano do doktor Šaboviča, to je sicer bil njegov sošolec, njegov kolega, sicer po rodu mislim, da je Dalmatinec, in k njemu, ko sem prišel, se mi je pa zelo v redu dečko zdel. Prvo, kar je bilo, je rekel, glejte, jaz vam ne bom rekel hujšite. To vam verjetno vsak doktor, to vam verjetno vsak reče, hujšite, in vem, da ni nič. Sigurno mu je pa tudi doktor Novak vse o meni povedal, kako pa kaj je, ne, in je tudi zato, mislim, tako začel. Prav, boste šli v laboratorij, sem rekel, bom. No, nakar sem jaz, pa soproga, sem mene 5-krat, 6-krat šel nazaj, kje v laboratorij, je pa že malo ven vrgel, sem rekel, koga zdaj, a ne veste, ali kaj delate z menoj, me te sam kje pošiljali špikat, saj nisem narkoman. Prav, glejte, oprostite, prav ni, ampak je rekel, to je neverjeten. Sem rekel, koga je neverjetno, ne znajo tam zmeriti ali kaj, ali bom jaz zmeral. Prav, ne, ni treba te vi nič meriti, sam je rekel, neverjeten, vi imate 39 sladkorja. 39 sladkorja. Jaz sem rekel, in kaj je to neverjeten? Ja, prav, glejte, prav to kaj ne ubije. Jaz sem rekel, ste vi prebrali priimek, ste videli, da sem jaz Brkovič, da sem jaz Bosanc. Sem rekel, Bosanca to ne ubije. Ja, je rekel, osla, kaj ne ubije. A sem hujš kukar to, no. Je rekel, to imate srečo, da ste optimista in da ste flegmatik, je rekel. Če ne, je rekel, bi že šli. No, pa... To ti pa dalo misliti? To pol mi pa še reče, prav, glede na vse to, kar sva zdajle pogledala, kar sem zdajle videl, vi pijete dnevno 17 tablet. Je rekel, midva zdajle to situacijo, je rekel, lahko tablete vzdigneva še, 1 tablet, 2 ali pa 3, je rekel, da vam bo bolj. Sam je rekel, po boljše se vam ne bo. Vi boste nekaj časa biti malo boljše počutili, je rekel, čez 10 dni, 20 mesec, bo pa zopet isto. In je rekel, s tem tabletom nismo nič naredili. Eno bomo poboljšali, drugo bomo poslabšali in to je sam slabši. Je rekel, glede na vso opcijo, ko smo zdajle pregledali, glede na vse zadeve, ko smo zdajle šli, vi imate največ 3 let življenja. Se rekel, čakajte, kako 3 let, kaj, ste vi Bog ali kaj, da boste govorili, meni, da bom 3 leta živel. Prav, ne, nisem Bog, ampak sem doktor in glede teh vaših izvidov vam je 3 let poklonjeno. Se rekel, ja, in ko mi zdaj svetujete, tablete tudi ne, 3 leta imam življenja, ko mi zdaj kar čakal, da umrem?
prav, ja, si lahko pomagate. Kako si jim sam pomagal? Ja, prav, grejte, začnite hoditi. Si rekel, vi ste hode. To še tako sem mu povedal. To je Zasavsko. Pa za Savsko, ja, pa me pogleda, Pa je vedel, kaj je to? je vedel, je. Ker je večkrat v Zagorju tudi, pa me pogleda, Milena me začne rukati dol pod mizo, si rekel, dej, nehaj me rukati. Si rekel, vi ste slišali, kaj je rekel? Pa prav, ja, res je rekel, to, gledajte, jaz sem rekel, 3 leta vam je podarjeno in rekel sem vam tudi, da začnite hoditi. Jaz sem rekel, vi se zavedate, da jaz imam tako službo, zjutraj vstanem v 5, pol 5, ni važno, daj, dam šuhe na nogo, sem kar po domač govoril, pa cel dan laufam po štengih, gor, dol, sem, kje, sem rekel, naredim nekaj kilometrov, nekaj kondicije, kondicijo sem pa sicer skozi imel več, ali ne bom rekel, da sem... No, za tiste, ki ne vedo, ves čas si delal kot hišnik v delavskem domu Zagorja, ne? Tako. Tudi v tem času, ne? Tudi v tem času, ja, in tako da sem pač bil obvezen, bil sem tudi, bom rekel, dosti hiter, tako da, kar se tega tiče, se ne bi nikoli... Spreten za svojo Ja, kilažo. kar se tega tiče, se ne bi nikoli odločil, da zaradi tega hujšam. Ni bilo potrebe. No in ko mi sva to obdelala, to hojo, ne, in so rekel, to pa to delam, takole je, so rekel pa, da ni, je rekel, ne, je rekel, gospod Brkovič, je rekel, to ni nič. Je rekel, ko zaključite del, je rekel, pol ure pete hoditi, pa bo, se rekel, z vami nimam kaj govoriti, se rekel, gremo, Milena, adijo. Je rekel, gledajte, sej, tudi jaz sem vam svoje povedal, zdaj je na vas, zdaj je od vas odvisno, ko bote, kako bote, ne. No in res, potem sem se jaz napravil nazaj z ženo na motor, ko sem že tega danes omenil, žena je vzadaj znake gledala, jaz sem pa vozil motor, ne. Ker Mila sem mogel imeti v roki, ampak znake pa sladkorja že najbolj nisem videl, ne. In je bila pomočnik tukaj ona. Prideva domov, mojo kavico, jaz kuham, pijeva kavico, jaz študiram v teh besedih doktor Šaboviča, kaj mi je vse povedal, kaj mi je vse natvezal po domač povedal, ne. In premlevam, sicer da priznam, da rečem, da ga sploh nisem podcenjeval, ampak da sem njegove besede zelo resno vzel. Jaz sem doktor Novaka vedno spoštoval in vedno cenil. Sicer nisva nikoli do te faze, kakor me je Šabovič tule spravil, nisva nikoli prišla in tudi nisem nikoli tako razmišljal kot z doktor Šabovičem. No in med pitjem kave sem jaz na hitro svojo stran življenja prelistal, predal, sem rekel, glej, imaš ženo, imaš 2 otroka, imaš dve vnukinje takrat imel, ja. Ne, eno je pa kasneje prišla, imaš vnukinjo. Fajn bi pa bilo, da si še en cajt tukaj, no. In ženo rad, ne? In ženo imam rad. Poleg tega pa, kar je bilo pa najhuje, ne, je pa bilo to, da bom njo drugem pustil. To pa, Če ti greš, ne? to pa, kot že sem prej rekel, da imam slovenske navade, ne, in fovšija, imuniteta, ne, drugem jo pa ne bom dal, jo bom imel jaz. In to je bil tudi eden izmed glavnih razlogov, da sem se odločil hoditi. Da si se vzel v roke. In jaz rečem ženi, Milena, zdaj spijem kavo in začnem hoditi. Jasno, se je nasmejala, bolj kot zdaj jaz, ne, prav ti hoditi, ker prej pa, da bi šla gor do Vin, to sem šel sam tukaj, da se nisva skregala, pa da sem lahko zvečer k njej zraven prišel, ne. Drugače je bilo joj. No, ampak po tej kavi, ko sem jo spil, sem res vzel, takrat nisem imel teh palc, ne. A to so še tiste palce od Rudija Medveda? Tako, od In delavskega bivšega doma. nekdanjega direktorja Delavskega doma. Ja, in kolektiv Delavski dom Zagorje so mi kupili te palce. To so prve palce in... To so nordijske palice, To ne? so Za nordijske nordijsko hojo. palice, ja, in te še zdaj uporabljam. Sicer jih imam kar en kup, ampak to so tiste moje ljubljene palce, tako kot supruga. In takrat sem začel hoditi z nekim zložljivim palcem, pač te, ko jih imajo, bom rekel, pohodniške. vsi ljudi, pohodniške palce, ne. Prvi dan je bilo do postaje, pa nazaj, ko sem bil zelo zadovoljen, sem mislil, koliko sem naredil, kaj sem naredil. Ampak, okej, začetek je bil, ne. Do železniške postaje? Do železniške postaje. 2 kilometra, 3 pa 2 kilometre, nazaj, ja. to je 4 kilometre, 3,900. Zdaj imam te relacije, jaz vse v metrih, to je 3,900 in to je za mene za tisti čas bilo dosti, ogromno.
No in drug dan sem šel do Revardi v Europark, tam 2 kroga, to je bilo 4 pa 450 in tako se je to stopnjevalo, ne. Meter pa po meter. In je prišlo do današnjih 110.000 kilometrov. Ja, tega se bova še potem v nadaljevanju dotaknila. Jaz predlagam, da si priskrbiš kavico. Bom pa še kaj novega povedal. Ja, kavico midva snemava tole v gostišču Kum, zdaj v zadnjem obdobju. Si povezan tudi s tem gostiščem, razvažaš hrano po Zagorju, tudi izven Zagorja. Verjetno spiješ velikokrat podobno kavico. Mi smo pa tudi veseli, da nam je gostišče Kum Zagorje omogočilo snemanje te oddaje, pa tudi drugih oddaj Sledi korakov v teh lepih prostorih, to je posebna soba gostišča Kum. Snemanje oddaje pa je podprla tudi založba Primus in Borut Gošte, vodovodne in ogrevalne inštalacije. Tako kot je v navadi, bomo tudi v tej oddaji zastavili nagradno vprašanje. Vsi, ki boste oddajo spremljali na mojem Facebook profilu, jo všečkali, delili, kaj pokomentirali, boste imeli možnost priti do lepe nagrade in sicer do pice, bona za pico v gostišču Kum Zagorje, več pa na mojem Facebook profilu, koliko časa pač bo trajala ta akcija. Žrebali bomo. Tudi pice razvažaš, ampak ne bova zdaj o tem. Bova o tej nordijski hoji. Slišal si pa verjetno za to nordijsko hojo od Janeza Lipca, ki je nekako prinesel v Zasavje, tudi v Slovenijo. Ampak ti si postal potem dobesedno ambasador nordijske hoje, eden najbolj poznanih tistih, ki hodijo z nordijskimi palicami. Kako da te je tako zasvojilo to? Zato, ker so sočasno s hojo začele padati kilogrami, ker si začel postajati bolj zdrav, ker se je sladkor poslovil? Ja, to je zelo resno vprašanje in to je zelo resna zadeva. Sicer v življenju, če se nekaj lotim, se lotim resno. Ko kaj začnem delati, sem rad 100% na tem delu. Ne glede, kaj delam, ne glede, zakaj se gre, vedno sem govoril, obljuba dela dolg. In tudi, ko sem začel hoditi, jasno, to so bili začetki v Zagorju nordijske hoje, kot si prej omenil, je gospod Janez Lipec med prvimi, ne med prvimi, prvi, ki je to pripeljal v Zagorje in tudi, ki je hodil, ne. Ampak jaz, kot velikokrat omenim, Bosanc pač ni rabil gospoda Lipca, ampak je vzel v knjižnici knjigo, internet in se je naučil hoditi, ne. In si se dejansko naučil pravilno? Ne, daleč stran od tega. Jaz sem sicer prebral v knjigi, jaz sem tudi na internetu gledal, kako se hodi, ampak bom rekel, brez nekega vodilnega tečaja, neke osebe, ki zna to, ki zna uporabljati, ki zna to delati, ti ne moreš pravilno se naučiti nordijske hoje. In tako me je tudi od obeh, lahko rečem, prijatelj Janez Lipec videl, kako šlampasto hodim po Zagorju in si predstavljam, da sem Bogu vso pamet požrl, ne. Mi je enkrat omenil pač, da se dobiva na tečaju, da me bo naučil hoditi, no, in to mi je na parkrat omenil, ampak vedno nekako si nisem čas vzel. Pa mi je pa enkrat omenil, da mi bo tečaj častil. In jasno, ko sem prej rekel, nekih bosanskih razvad, nekih slovenskih razvad, sem to takoj prijel. In res na tečaju sem bil jaz, kasneje tudi cela moja družina. Sem uvidel, sem pobral pač to tehniko nordijske hoje, logistiko nordijske hoje, je pa razumljivo, da kasneje in
tako si tudi prej sam omenil, da sedaj po 110 000 kilometrih je pa to, sedaj tudi sam po Sloveniji, tudi kot vidite, tukaj je tale plakat, po raznih zdraviliščih, po raznih domovih, izvajam nordijsko hojo, tečaje nordijske hoje, sicer bom rekel brezplačno, ker Si pravi ambasador. Moj moto je ambasador v pravem smislu, brezplačilni, ker moja želja je, da bi vsi Slovenci hodili nordijsko. Ker naj mi verjamejo, da nordijska hoja je 70% zdravja. In še nekaj, ne da vsi Slovenci, tvoja želja, da vsi Slovenci hodijo po nordijsko, tvoja želja je bila, bomo pokazali tole sliko, to je bilo takrat na začetku avgusta 2010, tvoja želja je bila, da bi tudi, bom povedal tako, kot mi rečemo v teh koncih, pa z neslabim prizvokom, da bi tudi vsi Bosanci hodili. Zato si šel, ne vem, iz Zagorja do Doboja. Torej, iz živečega mesta v rodno mesto. In takrat, da bojo približno vedeli, si bil takšen, ne? Kakšna pol leta prej pa še bolj okrogel. Nekaj kil dol bilo, ja. Točno tako, ta pohod sem poimenoval pohod prijateljstva, ker pri meni se je gradilo, ti si tudi ta generacija, ki smo živeli še v bivši Jugoslaviji, ko jaz se ne bom v politiko spuščal, ampak bom rekel, ko nam, navadnim ljudem, ni falilo nič. Ko smo bili pa v vojski, smo pa stkali tudi nekaj teh prijateljskih vezi in marsikjerom je bilo lepo, marsikdo ima nostalgijo po tem in tudi sam sem opazil, da bi bilo dobro nekako te ljudi malo združiti zopet nazaj, ne. In zato sem se pač odločil poimenovati pohod prijateljstva in tudi krenil iz Doboja, prvič v Zagorje, v svoj živiči kraj, drugič iz Zagorja iz Doboja v Zagorje. In tretjič zopet iz Doboja v Zagorje. Tako da je pa res, kot so me poimenovali ambasador teh krajev, je pa res to bila verzija, jaz osebno imam 3000 približno fotografij, ne. In nekaj časa nazaj je ena novinarka, ko sem bil tudi na televiziji v Ljubljani, mi je rekla, da izberi 10 fotografij, ki so ti najbolj ljube. No, jaz sem prinesel kovček poslovni in noter, ne vem, približno 1000 fotografij, ne, in jih dam na mizo. Pa mi gleda prav, ja, jaz sem rekla, 10, ki so vam najbolj ljube. Sem rekel, draga moja, težko je to narediti. Jaz imam 3500 in vsaka fotografija mi nekaj po svoje pomeni, ne. Koliko kilometrov je v Zagorje do Doboja? 437 kilometrov je. In koliko dni je to? Nazadnje 3 dni. 3 dni? 3 dni. Ja, Guinnessov rekord, ko se je šlo, ne, je bilo to 3 dni, 72 ur. Sicer, če vštejemo počitek, ne, je to bilo nekje približno 65-66 ur. Palic po Zasavsku ne znucaš, koliko čevljev pa? Zdaj je tako, ne, te čevlje, ko jih jaz jemljem, pač te, bom rekel, Buto Adidas, ko jemljem, to so ene nemške izvedbe, dejansko so nekako normirane za 450 kilometrov. Ampak to je zopet 450 kilometrov neke hoje, normalne hoje. Pa da ni dežja. Da ni dežja, da ni asfalt, da vemo mi, da vsi športi več ali manj so na pesku ali pa travi, ne. To je pa mene, bom rekel, 98% asfalt, ne. Sploh če je razgret. Tudi vsi treningi, ja, nazadnje, ko sem iz Doboja štartal, smo merili, zunaj je bilo 45 stopinj, asfalt je bil pa 75 stopinj. In ko sem štartal iz Doboja do Dervente, to je 40 kilometrov, sem dobil na obeh nogah približno 7 centimetrov pa 5 centimetrov široke žulje na obeh nogah. Pa ne od hoje, ampak od vročine. Ampak se nisi dal, ne? Ne, vsakič res, ko sem stopil na novo, so mi solze šle, pa kako domačo kletvico sem tudi dal, ampak to je tisto, ko sem prej rekel, glava je vedela, kaj mora narediti. In Pero, za svoje podvige si dobil županovo priznanje, torej
priznanje Matjaža Švagana, občine, kjer živiš, občine Zagorje ob Savi. Dobil si pa tudi priznanje iz Bosne, ne? Ja, tako je. To je pa to, ne? Ja, na mizi imamo tukaj prvo, kot si omenil, županovo zahvalo, pač kot za ambasador, kot za združevanje krajev, združevanje republik in samo delo v tem našem ljubem Zagorju, na kar sem tudi kar dosti ponosen. Drugo je pa, kot rečejo v Bosni, to priznanje, ta orden rodu, najvišje priznanje, katerega so dali komu. In to zadevo so mi prinesli na otvoritev razstave, ki sem jo imel pred parom letjem. Kdo ti je prinesel? Prinesel mi je sam podpredsednik Republike Srpske, gospod Enes Sulkanović. Dobro spada v del Bosne in Hercegovine pod Republiko Srpsko. Pod Republiko Srpsko, ja. Tako da mi je to priznanje zelo, zelo ljubo pri srcu. Tako da tudi, če bi mi kdo rekel, da mi da 10.000 evrov, ga iz rok ne bi dal. Mene so včasih frkavali otroci ali pa to, ne, glej, dedi, ne da boš umrl, ampak ko boš umrl, a ti damo motor gor, se ko ne, to je zadnja zadeva, ki si jo želim, je pa kaj, če ti dajo? Motor, tako kot je moderno, kdor umre, teh naših motoristov daje motor, ok, to se jaz ne mešam, to je njihova zadeva. Jaz sem pa samo rekel, da te palce pa tele dva priznanja. Ampak o smrti še ne bova, ker te prej še čaka nekaj spet zelo velikega. Je to o kakem jubileju? V rojstnem dnevu, ne? Ja, to sem rekel. Kdaj? 23. marca? 26. marca. Greš kam? 26. marca zjutraj se bom odpeljal do Murske Sobote in ob 9. zjutraj bom štartal izpred občine Murska Sobota proti Zagorju. Zakaj Murska Sobota? Bom rekel, Prekmurje mi je ljubo, ker je nekako podobno pokrajini našem doboju, narodu, mentaliteta, te ravnice. Ponašanje, te malo ravnine, vse to skupaj me nekako spominja dol na Bosno in veliko sem hodil tudi dol z kolegom, prijateljem Mikijem Berom, slikarjem. Zelo znanim našim slikarjem in enostavno sem vzljubil ta kraj in od nekje bi mogel, zdaj ali bi šel iz Jesenic pa sem, ampak me ta kraj bolj ljubi in sem tudi se odločil. In koliko kilometrov bo to, koliko dni? Zdaj to bo vse po stari cesti, kot vemo, da po avtocesti, ob avtocesti ne smemo hoditi in vse po stari cesti, tako da to je približno 230 kilometrov. Je pa 5 dni, ne? 5 dni, vmes boš pa zbiral denar za varstveno delovni center. Tako je. Zagorski, ne? Zasavski. Zasavski, ja. Določeno je pač rabijo oni en gibalni stroj, ki je pač za razgibavanje njihovega telesa in nog in ta stroj pride, ta naprava razgibalna pride nekje okrog 5.000 evrov. In ti računaš, da bo zbiral na kakšen način? Moja zamisel je pač, zdaj kot vsi tudi delajo z telefonskih klici, ne, po televiziji, bo objavljena reklama, zdaj tudi že po tem tvojem portali in tudi žiroračuni so že odprti. Osebno sam sem pa vzel 5 dni zaradi 2 zadev, ne. Jaz to osebno bi v 2 dneh, v enem dnevu pa pol, pa 2 dni, če vzamem tako malo časa. Torej ne bo se tako zbiralo, da boš z mošnjičkom hodil po Sloveniji, ampak preko mobilnih naprav, lahko tudi kakšna firma se pozanima. Mimogrede, na katero številko te pa lahko pokličejo, če jih še kaj zanima? Moja telefonska številka je 041 930 805, na to številko sem dosegljiv. Daj še enkrat ponovi. 041 930 805. In tudi te lahko pokličejo in tudi vse informacije. Vse informacije dobijo. Prej, kot sem omenil, jaz se bom v vseh občinah, kjer bom šel mimo, ustavljal pri županih na razgovoru, mora biti na kakšni kavici in tudi za prošnjo predstavil projekt in prošnjo oddal,
da pač zbiram denar za to pa za to. Ravno tako bom tudi po večjih podjetjih se ustavil in do direktorjev ali predsednikov teh organizacij in isto zadevo predstavil. Kdo ti to organizira? Zdaj tukaj imam pomoč od VDC-ja gospa Hedvika Kovač. Ona pa njeno vodstvo tam se je kar dosti angažiralo na tem. Sam pa tudi kar ogromne podatkov imam in zbiram in tudi že dosti veliko številko sem dal teh, ko bojo že nekaj sponzorirali, z katerim sem že kontaktiral. Tako da upam, da za ta stroj bomo nabrali, pa tudi, da bo še morebiti za kakega gojenca ostalo za na morje. In šel boš ti, tvoje palice, pa kdo še? Pa dva me bosta spremljala, zdaj eden je moj. Da te bosta malo masirala, da te kaj skuhata, da te peljeta kaj? Kako je s tem? Zdaj tako masirati mene tudi žena veliko ne sme masirati po nogah, razen kaj drugje, ne, tako da zato ni potrebe. Ampak je pa tako priprava, recimo voda, kaj za oblečiti, je pa tudi tako, ne, tukaj je fajn, da je kdo glede same. Imel bom tudi enega, ki bo logistiko vodil, ki bo pač računalnikom zraven, tako da bojo lahko vsi spremljali, kje sem, kaj delam, tudi zaradi tega, da bojo boljši, da bo čim več telefonskih klicev, ne. Ker če bi naredil v enem dnevu ali dveh, vemo, da to bi bilo malo klicev, ne, in zaradi tega sem se ravno odločil, da to traja 5 dni, ne. In jasno, v teh 5 dneh bo avtodom, ki me bo spremljal, ker v VDC-ju smo imeli eno opcijo, da bi šel z njihovim kombijem, no, potlej je bila opcija, da bi se zvečer vračali domov, zjutraj nazaj, kar pa meni ni pogodu, ker pohod, se ve, kaj je pohod. Ne morem jaz vsak večer biti pri ženi, pa njo za kiklo držati, ne, ampak če je pohod, moram biti na terenu. Če sem na terenu, se bom ustavil po pohodu nekje v lokalu, bom spil 2-3 kavice, bom z 10-15 ljudem govoril, od teh 15 naj jih 5 pokliče, 5 dni je to zopet 25 ljudi in tako se zbira dinar. Kdo bo pa tebi stroške pokril? Je to? Ja, nekaj stroškov bo, sicer tak strošek, kot je bil za ostale pohode, sicer ni, ampak je pa zopet to nekje 1500 evrov, sigurno se bo nabralo. To se bom pa jaz pa moja žena častili za moj 60. rojstni dan. Torej boš za 60. rojstni dan delal nekaj za druge. To bo tvoje darilo drugim, ne? Tako. In ravno ta pot se zaključi za 60. rojstni dan. Pero, po pa nešče kdo reče, Bosanci, ne? Ja, ampak Bosanci. Ja. Ja. In za 60. rojstni dan, nekje okrog 12. ure, načrtujem, da pridemo pred VDC, da zaključimo s tem pohodom. Kot sem že dopoldne po televiziji povabil čim več ljudi, da pride, ker tudi tam bomo še naredili akcijo zbiralno, pač za neko skrinjico. Tam pa bo mošnjiček? Tam pa bo mošnjiček in jaz sem prepričan, da Zagorjani znajo tudi mošnjičke svoje odpreti, ko smo že neštetokrat dokazali v raznih drugih akcijah. 17 000 nas je tam nekje. Torej, če da vsak €1, je to tako, kot sem rekel, ja. In tudi tam bo, upam, še neka muzika, za nekaterim se že jaz tudi pogovarjam, da bi prišli. Malo se bomo porejali, po kos tortice pojedli za moj rojstni dan in s tem ne bi bil ta projekt tudi zaključen. Kaj naj rečem, Pero, za konec? Lepo praznuj 60-letnico svojega življenja. Hvala lepa. Potrudil se bom, da bo lepo. Sicer jaz na takih zadevah nisem nikjer dobrodošel, ker ne sedim rad veliko, ne, in tudi na svojem rojstnem dnevu bom verjetno kmalu pobegnil, ampak vabljeni ste tudi kje, tako da ste dobrodošli, da tudi tam malo obeležimo še, ne. Sicer pa srečanje s teboj, naj bo javno ali nejavno, je vedno dobro, prijetno, da sem te vedno vesel in sploh pa, če me še takole lepo raztenčkaš, lepo izdaš,
da še drugi vidijo, da nisem samo zajeban Bosanec, ampak da sem tudi dober, ne, sem zelo vesel. Ja. No, pa nekaj je treba tudi tebi v pohvalo povedati. 1 uro si zdržal na tem stolu. Ja, res To je. ni kar tako. Ne, zelo težka zadeva. Boš res je. moral še malo potrenirati. Ja, ja. Pero, hvala, da si bil naš gost. Zagotovo bo še daj priložnost, da kakšno rečejo. Hvala lepa tudi tebi in tvojim sodelavcem, ne, in kot sem rekel, sicer ne glede na to, da planiram 109 let živeti, želim, da dočakaš to z menoj in da se še veliko krat srečava. Srečava. Obljubim. Lepo, lepo. Hvala pa tudi vam za pozornost, pa jaz upam, da boste z nami tudi v drugi oddaji. Kakšni drugi oddaji, lahko pa tudi kaj predlagate. Srečno.